Ja, po kratki pauzi pa gremo nazaj in sicer gremo pogledati na drugo stran. Zdaj bosta dve predavanji, ki bosta malo več insightov pokazali tudi strani naročnika oziroma agencije. Črt nam bo v svojem researchu pokazal, kdo prinese več pravih klikov, več prodaje, kdo je cenejši, ali je to Facebook ali pa Instagram oglaševanje, ali je to ta taktika, da najameš nekaj influencerjev in potem z njimi gradiš različne kampanje. Črt Podlogar deluje pri podjetju Red Orbit in se s tem pravzaprav tudi zelo veliko ukvarja. Črt, izvoli, oder je tvoj. Najlepša hvala. Dober dan. Jaz se bom danes z vami pogovarjal oziroma poklepetal o tem, a so vplivneži boljši, na eni točki bomo obupali nad slovenščino, pa se bomo o influencerjih pogovarjali, a so vplivneži boljši od Facebook pa Google plačljivega oglaševanja. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz si kruh služim kot digitalni strateg v performance agenciji Red Orbit. Performance zaradi tega, ker je to taka zelo kompleksna in težka beseda, ki jo je včasih zelo težko upravičiti naročnikom. Polovico svojega časa razmišljam o tem, kam dati denar na digitalu, zato da bomo dosegli rezultatov. Drugo polovico pa probam ugotoviti, a je to, kamor smo se odločili, da bomo denar dali, dejansko dali kakšne rezultate. In zaradi tega se veliko ukvarjam tudi z influencerji. Mi sicer neki blazno veliko z njimi ne delamo, delajo pa naročniki precej s tem in zadnje leto recimo, stalno dobivamo vprašanje, kaj pa če bi mi še kakšne influencerje vključili v naše kampanje. Tako da jaz vam moram najprej priznati, sklepam, da je kaj influencerji tukaj. Evo, smo že obupali nad vplivneži. Jaz sem včasih si predstavljal, da ima reči 2 ali pa 3 let nazaj, da pa influencer pa res ni težko biti. Par fotk daš na Instagram, mogoče kaj na blog napišeš, kak YouTube video posnameš in je to to. Tudi sam sem probal, kako to je. Tako da tukaj vam bom najprej svoje klavrne poizkuse pokazal, zato da ugotovimo, da obvladam te stvari. To je blog, ki ga pišem, travel blog, odločil sem se, če že bom influencer, bom travel influencer, ker bi rad dobil zastojne hotele in letalske karte in vse te zadeve. Blog pišem sam, ko grem na dopust, ki se mi zdi vreden pisanja bloga, to je enkrat na let, nažalost. In vmes ga ne pišem, malo se mi nada, kdaj grem raje na plažo, pa zvečer kak špricer spijem, pa se mi niti ne da bloga napisati. In kakor vidite, tukaj je najbolj spektakularni dan, ki ga je moj blog doživel v svoji zgodovini, imel 189 obiskovalcev, tako da si znate predstavljati, da verjetno neki ful velik ponudb še nisem dobil za brezplačne hotele. Ena stvar, ki sem se jo tukaj naučil in iz kje tudi izhaja mogoče ta počasi pridobljeno spoštovanje do influencerjev, da je treba ful razmišljati o tem, kakve vsebine boš delal, komu so namenjene, da si jih je treba splanirati, da je treba pisati te stvari, da je treba si zapisovati zadeve, da je treba fotke delati, da je treba imeti ideje in vse te zadeve. Tako da tukaj sem prvič gotovo, da ni tukaj enostavno biti influencer. To je moj Instagram, ki ima spektakularni 408 followerjev, tako da tudi tukaj nisem nekaj blazno veliko še zaenkrat dosegel kot travel influencer. Fotke so relativno ok, ampak ne zaradi tega, ker bi jaz imel feeling, ampak ker moja boljša polovica vsakeč, ko kakšne stvari slikam, reče pa valjda ne boš tega dal na Instagram. Tako da sem se tukaj naučil nekako, kako te zadeve delati. Ampak isto, jaz sem si predstavljal, dal bom fotko čovna, dal bom hashtag summer mode, vacation mode in happy times in to bo kar letelo, ampak se tudi ni nekaj blazno veliko naredil. In tako sem počasi ugotovil, da v bistvu dobri influencerji naredijo eno zelo zanimivo zadevo, ki jo ful podcenjujemo tisti, ki delamo v klasičnem digitalnem oglaševanju, pa ga probamo na umeten način narediti. In to je zelo specifičen audience oziroma občinstvo si zgradijo in zelo zanimivo povezavo imajo s tem občinstvom. In to je nekaj, kar mi probamo na plačljivem oglaševanju, jaz se največ ukvarjam z Google, Facebook in s temi plačljivimi kanali. Mi poskušamo na razne načine imitirati ta relationship, ki ga imajo influencerji, ampak jaz sem si vedno predstavljal, da sigurno smo boljši kot influencerji. Tako da to je pa službeni del. To je pa blog, kjer res veliko pišemo o budget allocationu, strategijah, kampanjah, marketing miksih in vseh takih zadevah. Tako da tukaj pridemo pa do tega vprašanja, o čemu, v katerem bi se jaz danes rad z vami pogovarjal. Še ena stvar, ki morate o meni vedeti, preden gremo v analizo, je, da sem skeptik po naravi. Kaj to pomeni? Ko mi nekdo pokaže nekaj novega, se meni zdi to brez veze. To je zelo na kratko. In to isti odnos sem imel do influencerjev kot
poslovne ali pa ne vem, kot strateške stvari v digitalnem marketingu. Isto je za vse nove zadeve, kar se tiče Facebooka ali pa Googlea. Če je algoritem nov, bom jaz recimo, ne vem, tipičen primer je Facebook je dal 2 let nazaj v nek nov algoritem in je rekel, lete, zdaj je pa treba algoritem uporabljati, ker je algoritem ful boljši kot ljudje. Jaz sem še kakor pol leta silo ekipa, da vsako kampanjo, ki smo jo postavili na Facebook, so mogli postaviti eno verzijo tako, ki je Facebook predlagal, kjer je algoritem menedžiral zadeve, pa eno, kjer smo jo postavili tako, kot sem jaz mislil, da je najbolj. In pol, ko je pol leta konsistentno Facebook vsakeč ful boljše rezultate dosegel kot jaz, sem rekel, ok, mogoče pa algoritem res dela in smo začeli pol uporabljati sam Facebook. Te zadnje sem imel po mojem smartphone, te zadnje sem bil na Netflix, te zadnje sem bil na Facebook, te zadnje sem bil na Instagram. Na TikToku celo nisem te zadnje, ampak ne zastopim čist koncepta, tako da tukaj bomo še videli, kako bo šlo, ampak v glavnem, po naravi skeptik. Zdaj pa. Najprej bi vam rad povedal, kaj je bila ideja tukaj v zadnji. Dobili smo dostop do podatkov ene kampanje, ki so jo delali naši kolegi iz agencije Enki, v kateri so delovali par različnih influencerjev. Dobili smo vse podatke o tem, kaj so te influencerji dosegli, koliko je bilo klikov, koliko je bilo dosega, kakšni so bili rezultati kampanje. Kar je mene zanimalo, po mojo ekipo je, kaj bi se naredili, če mi probamo, kar se tiče denarja, kaj bi se naredili, če mi probamo to isto kampanjo rekreirati na plačljivih oglaševalskih kanalih. Kako smo to naredili? Pogledali smo, kaj se je oglaševalo, se pravi produkt, industrija, koga se je targetirali, kjere oglasne kampanje so se uporabljale, kjere kreative so se recimo uporabljale in smo recimo primerjali video z videom, klik kampanje z kliki, ki so jih generirali influencerji in vse te zadeve in smo probali ugotoviti, oziroma predvidevali smo, da bomo dokazali, da smo mi ful cenejši kot influencerji. To je bil izhodišče te kampanje. In cela ekipa, vključeno z mano, smo se tukaj strinjali, da influencerji v tej kampanji nimajo absolutno nobene šanse proti digitalnemu oglaševanju, pa ne zaradi tega, ker ne bi marala priori influencerji ali pa bi imeli kakršenkoli problem z influencerji, tukaj ne pogovarjamo se o tem, ali je influencer služba ali ne, jaz mislim, da je in da je zelo v redu in zelo pomembna, če zdalje bolj pomembna, ampak zaradi čisto objektivnih razlogov. Zakaj? Zaradi tega, ker smo sklepali, da bojo naše prednosti kot digitalni oglaševalci, da imamo napredne možnosti ciljene. Se pravi, mi lahko targetiramo starostne skupine, moške, ženske, lokacije, interese, kaj srčajo te ljudje, kjere zadeve lajkajo, kjere brende lajkajo na Facebooku. Ogromno enih stvari je, ki jih lahko mi natargetiramo, ki jih influencer ne more načeloma. Pač ima audience, ki ga ima in to je to. Možnost stalne optimizacije, mi postavimo oglasno kampanjo in jo vsak dan lahko gledamo, vsak dan jo lahko prilagajamo, spremljamo, ugasnemo, kar ne dela, poskusimo nekaj novega, probamo znižati ceno na klik, povečati doseg ljudi, probamo izboljšati videometrike ali pa karkoli drugega. Lahko različne oglasne kreative uporabljamo in jih stalno prilagajamo in optimiziramo, lahko aktivno razporejamo proračun. Če vidimo, da en kanal ne dela, damo na drugega. Če vidimo, da YouTube video ni ok, bomo dali na Facebook video. Če nam bo Facebook video v redu, bomo dali na Instagram video ali pa kakorkoli. Ful imamo več prostih rok, pa ful bolj dinamično lahko te zadeve razporejamo. In algoritmsko oglaševanje. Facebook in Google oba, predvsem pa Facebook, so v zadnjem času ful dobro ratali v temu, da komu ti poveš, kaj bi rad, bo on to za zelo malo denarja in zelo učinkovito tudi ponavadi naredil. Sploh, če se gre za online prodajo ali pa če se gre za generiranje pocen klikov, video ogledov in vseh teh zadev. Tako da zaradi teh vseh objektivnih razlogov smo sklepali, da v bistvu zares ne bi rabili te stvari analizirati, ampak ajde, dajmo jo analizirati, da vidimo. Prva runda, kjer smo primerjali to, kaj bi mi lahko naredili s plačljivim oglaševanjem in to, kar se je naredilo v tej influencerski kampanji, je doseg. Koliko bi mi plačali, oziroma koliko bi naročnik nam mogel plačati, zato da dosežemo isti doseg in isto deliveramo oziroma dostavimo oglasov nekim ljudem na plačljivih oglasih. In tukaj boste zdaj videli par različnih influencerjev, par različnih zadev tukaj delali. Tukaj smo bili zihri, da bomo zmagali. Precej presenečen smo bili zaradi tega, ker smo ugotovili, da smo pravzaprav izgubili. Zakaj? Tukaj vidite, da tukaj sem jaz dal, to so 3 influencerji, dajmo reči, ali pa skupine influencerjev, kjer so delali kampanje. Najboljša skupina je imela 1 milijon dosega skupno v tej kampanji, ta druga najboljša 150.000 in ta najslabša 90.000. Tako da več kot očitno je ogromna razlika med posameznimi influencerji, ampak kar je bilo meni najbolj presenetljivo je bilo to, da ko smo mi ves ta doseg, ki so ga imeli, vzeli skupaj, dosegli so ga z temi aktivnostmi. Se pravi, tukaj vidite, koliko so storije objavili, koliko je bilo Facebook postov, koliko je bilo video, največ so tukaj delali storije. Kar je bilo meni najbolj šokantno je, da če bi mi na plačljivih oglaševalskih kanalih probali dobiti isti doseg ljudi z isto kvaliteto odzivnosti, recimo,
bi rabili 378% več budžeta, kolikor ga je naročnik plačal influencerju za to, da je ta isti doseg naredil. Tako da tukaj je bila prva točka, kjer sem bil osebno precej presenečen, pa tudi cela ekipa. Ampak smo rekli, ok, ni panike, doseg je, vse doseg ni pomemben, tako da tukaj valjda, da lahko zmagajo, pa ni nobenega problema. Dajmo pogledati drugo zadevo, ki je bila ogledi videa. Se pravi, koliko je dejansko ljudi konzumirali videe, ki so jih te influencerji pripravili in kako bi mi lahko, koliko bi mogel naročnik plačati, če bi mi želeli prek plačljivih oglasov isti delivery teh videov narediti. In tukaj smo bili, pri dosegu nas je pa začelo malo skrbeti. Tako da tukaj so bila mnenja deljena, a bomo boljši ali ne bomo boljši, ampak smo računali, da zaradi tega, ker lahko uporabljamo različne videe, zaradi tega, ker lahko razbiramo, komu bomo te videe kazali, da bi v teoriji načeloma mogli biti bolj kvalitetni ali pa cenejši v tem, koliko denarja je treba plačati za to, da bo x število ljudi pogledali ta video. Ampak se je nažalost izkazalo, da tudi tukaj so primeri 3 videov in koliko je bilo število ogledov, video je bilo na konci več sicer, ampak najboljši video je imel 61,000 pa še malo ogledov, vsi 3 skupaj, ta najboljši so pa 158,000 ogledov zgenerirali. Kar je bilo spet ful zaskrbljujoče za nas, zakaj zaskrbljujoče, ker pač mogoče delamo zaradi tega, ker vidim, da sem jaz res slab influencer, pa zaradi tega, ker mogoče tudi za nekoga, ki se primarno s plačljivimi stvarmi ukvarja, je to malo zaskrbljujoča metrika. Če bi vi nam dali ta denar, bi rabili 143% več denarja, zato da bi vam iste število ogledov videov dostavili, kakor pa so ga rabili te influencerji. Ta tretja runda, kjer smo bili pa zihar, tudi potem, ko smo v 2 kategorijah izgubili, pri tretji rundi smo bili pa zihar, tukaj pa ni šans, to pa je naš kruh, tukaj pa ni šans. So pa kliki pa interakcije, se pravi, koliko ljudje šerajo, lajkajo, komentirajo, koliko jih pride na spletno stran in vse te zadeve. To je pa taka klasični prvi del tega performansa, ki se največkrat dela. En del je malo pomirjujoč, drugi del je pa zaskrbljujoč in sicer tole so bili pa rezultati. Tole so vse interakcije, ki so jih zgenerirali influencerji, 49,182, od tega je bilo 15,400 klikov na Facebook oglase, ki so peljali na spletno stran, in 8,500 klikov na Instagram objave, ki so tudi peljali pa naprej na spletno stran. Kar je bilo, tukaj vidite, da kliki so mogoče res tam, kjer smo najbolj doma. Mi bi isto število klikov zgenerirali na najbolj optimalen način za 41% več denarja. Ni neke grozne razlike, ampak kljub temu smo bili presenečeni, da niti v nam najbolj domači kategoriji ne bi zmagali. Interakcije so pa katastrofa. Interakcije bi rabili pa pri nas 751% več budžeta. Se pravi, 7-krat več denarja bi rabil nekdo dati performance kanalom oglaševalskim plačljivim, zato da bi iste rezultate dosegli. Tako da to je bilo to, kar smo ugotovili, ampak potem smo se začeli pa spraševati, zakaj se točno to dogaja in kako je prišlo do te stvari. In tukaj pa je bilo par zadev. Eno je, kar je malo sklepanje, malo pogovor z naročnikom in dodatne analize in vse te zadeve. Eno je, da je bila ciljna skupina promocije ful dobro usklajena z občinstvom vplivnežev. To, kar je naročnik želel promovirati in komu je želel to promovirati, je bilo ful dobro usklajen s tem, kateri influencerji je izbral, kar se nam je že ful večkrat tudi v kakih drugih kampanjah izkazalo. Recimo, jaz sem bil ful presenečen, ko smo imeli kakšne zelo specifične tehnične produkte, ki jih kupujejo, dajmo reči, vodje IT-ja v velikih firmah, ki imajo 1000+ zaposlenih. In pa so se ta podjetja odločila, da bojo probali z influencerji delati oglaševanje. In sem rekel, pa kje boste vi najdli influencerje za te stvari? Ampak nisem računal na to, da obstaja ogromno enih zelo specifičnih tehničnih influencerjev, ki imajo, ali so to teki, ali so gadgeti, ali so revili novih produktov tehnoloških ali pa kakorkoli, ki so imeli idealno občinstvo zato, ker so naši naročniki probali. In se nam nekdaj dogajalo, da je kak YouTube influencer v Ameriki recimo tehnične produkte za 1000 evrov plus prodajo veliko bolj kot kjerkoli druga performance kampanja, ki smo jo mi recimo postavili. Tako da tukaj je bila ena zadeva, ki je bila vsekakor zelo dobro na kožu pisana influencerjem. Druga zadeva, interakcije z vsebinami na oglasih so katastrofa, to je pa se. To sicer mi se še malo trudimo, pa mi imamo še vedno naročnike in mi pravimo naročnikom, da so to, kar se tiče oglaševanja, take vanity metrike, nekateri naročniki bi še vedno radi klike pa interakcije na oglasih plačevali, ampak mi jim pravimo, da brez veze, zaradi tega, ker na plačljivem oglaševanju to ne funkcionira več. Ni važno, koliko denarja boste vi dali, ne boste dobivali šerov in lajkov in komentarjev, predvsem pa ne pozitivnih. Tako da iz tega vidika je tudi precej logičen, zakaj so influencerji zmagali.
Za primerjavo, da vidite, kak je engagement z videi, recimo za vse tiste, ki ste influencerji, pa imate videe. Jaz sem tukaj vzel absolutno najboljšo video kampanjo promovirano na YouTubeu v zgodovini Red Orbita oziroma v zadnjih 4 letih na kjerkoli našem accountu. In tukaj vidite, kako odstotek ljudi, ki je videl ta video, ga je pogledal do kakšne dolžine. Se pravi, do 1/4, do polovice, do 3/4 pa do konca. Najboljši video Plavi stolpci, vidite, da v najboljših primerih, ko je res super video, je ful je zabavno, ful je zanimiv, vse je super, ga pogledajo do polovice, pa že polovico jih izgubimo. Do 3/4 video, najboljši plačljiv video, pogleda sam še 40,86%. Do konca videa, plačljivega, dejansko zdrži sam še 26,18%. Kljub vsemu targetingu, ki ga imamo in vsemu umišljanju, ki ga imamo performance oglaševalci, da točno vemo, kaj delamo, pa komu delamo. Oba sta bila med 30 pa 45 sekund, kar je še bolj zaskrbljujoče, da influencerji dosežejo 80-15 minutne oglede vsebin v boljšem razmerju in najslabši video je pa sploh katastrofa. Tukaj pa že do prve četrtine nismo prišli na več kot 30%, do konca jih je pa najslabši video pogledali 8,18%. In pol, ko se vprašam, tudi metrika je ful drugačna, kako mi tretiramo Facebook, kako mi tretiramo video view. YouTube bo rekel, nekdo je pogledal video, ko ga bo pogledal 10 sekund in to je ogled videa, ki ga naročnik plača. Facebook bo računal ogled videa, pa ga štel kot ogledan video pri 3 sekundah. Tako da tukaj je performance neprimerljiv v primerjavi z nekom, ki dejansko nekem zainteresiranem audiencu neko fajno vsebino daje. To je pa nekaj, kar je pol v končni fazi tudi precej vplivalo na ceno. Se pravi, vplivneži za eno ceno poskrbijo za produkcijo vsebine pa za distribucijo. Ko se pogovarjamo o oglaševalskih agencijah, se pa ta zadeva zakomplicira. Zaradi tega, ker najprej bo ena agencija naredila kreativno zasnovo, pol bo ta druga agencija naredila kreativno implementacijo in bo pripravila vse vsebine, pol bo pa ta tretja agencija poskrbela za zakup in še Google, pa Facebook, pa YouTube bojo pobrali ful denarja. Tako da, ko se pogovarjamo o tem, koliko stane zadeva, je tudi že sam proces ful drugačen, kjer imate influencerji spet, oziroma imajo influencerji spet ful prednost pred klasično distribucijo oglaševanja. Pa kampanja je bila strateško načrtovana. To ni bilo, najdel bomo enega influencerja s 5000 followerji na Instagramu, pa bo neki postne in pol bo ful dobro delal. To je bila zadeva, ki je dlje časa delala. Imela je neko kontinuiteto in se je tudi videli, da dlje kot je kampanja trajala, boljši performance in boljši output so dobivali vsi influencerji skupaj in vsi hkrati so delali zadevo. Tako da se splača pametno in strateško načrtovati zadeve zato, da dobite boljše rezultate. In zdaj pridemo do tega, kdo je boljši. Jaz sem namenoma tukaj izbral, jaz mislim, da je napačno vprašanje, kdo je najboljši. Zaradi tega, ker imam primere, kjer recimo je plačljivo oglaševanje na Google Searchu ful boljše prodajo. Imam primere, kjer je Facebook oglaševanje dosegel ceno na eno upravljeno transakcijo nižje od 5 evrov, nižje od 4 evre, nižje od 3 evre, kjer so influencerji, ki so probavali te iste rezultate dobiti, niso zraven prišli. Ampak kar je point tukaj, je, da jaz nisem hotel danes biti pesimističen, ker imam tudi, tako kot sem rekel, ogromno enih primerov, kjer so se pa influencerji ful v redu izkazali. In dokler se ukvarjamo z vprašanjem, kdo je bil boljši, se ne ukvarjamo s tem, s čimer bi se dejansko res mogli ukvarjati. No? In jaz sem tukaj rabil precej časa, da sem ugotovil, kaj to je, pa bi zdaj to zadevo rad z vami delil. Še par napačnih vprašanj. Ali vplivneži lahko prodajajo izdelke na spletu? To me ful velikrat vprašajo klienti. In jaz jim stalno pravim, da je to čist napačno vprašanje. Nima veze, brezpredmetno je vprašanje, zaradi tega, ker na internetu, če se jaz kaj naučil online, je to, da absolutne resnice ni. Enkrat bo en kanal ful dobro delo, enkrat bo en kanal ful slabo delo. Imamo primere, ker Google Search ne dela, imamo primere, ker YouTube dela, pa ne dela, pa Facebook dela, pa ne dela, pa se lahko ful trudimo, pa ful algoritmov dajemo, pa ful analiziramo. In glih zdaj imam nek primer, kjer se mi zdi, da sem ure in ure analiziral zato, da sem ugotovil, da nisem nič ugotovil. In še vedno ne vem, zakaj ne dela oziroma dela, ampak pač nikamor ne pridem. Tako da nobena absolutna resnice ni in bolj je pomembno se spraševati, kje influencerji bojo dobre, kje produkte prodaja. In to, koliko stane ena kampanja z vplivnežem, to me sprašujejo, koliko pa ta vplivnež računa, odvisen, kaj bi radi. Ne? In tukaj se mi zdi, da je tipično, vsi bi radi eno košaro nečesa. Ali vplivneža, ali plačljivo oglaševanje na Googlu, na Facebooku, agencijskega dela, vse optimizacije, s čimerkoli se že ukvarjamo, vsi bi eno košaro, pa vsi bi vedeli, kakšna je fiksna cena. In tukaj se mi zdi, da imajo influencerji oziroma imate ful podoben problem, ko ga imamo digitalne agencije ali pa marketingaši na splošno.
Tukaj je pač treba biti specifičen in treba se pogovarjati o kampanjah, pa treba se pogovarjati o različnih influencerjih. In ta pravo vprašanje je, kdaj, kako in za kakšno ceno vplivnežev vključiti v oglaševalsko strategijo. Se pravi, kar recimo delamo mi, oziroma kar dela večina naročnikov z ostalimi digitalnimi kanali, je, da delajo nekaj, čemu rečejo marketing mix. Mi imamo zdaj tukaj 100 jurjev budžeta, 100 postov budžeta in zdaj se moramo odločiti, kako ga bomo razrezali. In se nikoli ne pogovarjajo o tem, a bi ga dali na digital ali ga ne bi dali. Treba je samo razmisliti, kam na digital ga bomo dali. In tukaj jaz mislim, da zdaj počasi prehajajo influencerji v marketing mix. Zaradi tega, ker prej ni bilo influencerjev, oziroma je bilo, delajo influencerji ali ne. Zdaj se pa pogovarjamo o tem, kje, v kjer del kampanje, za kjer produkt, za kjer ciljno skupino in kako odstotek budžeta bojo te influencerji dobili. In jaz mislim, da je to korak v pravo smer. Zaradi tega, ker mislim, da je še ogromno prostora za optimizacijo, kjer influencerji lahko pomagajo digitalnemu, klasičnemu oglaševanju in obratno. Tipičen primer, kaj mi recimo delamo in zakaj je to pomembno vprašanje. Včasih vstopamo na nove trge, kjer ni najbolj jasno, kdo oziroma kako targetirati ta pravo ciljno skupino. Jaz tukaj velikokrat naročniku svetujem, najte influencerja, ki ima najbolj primeren audience za vas, naj prepelje najprej uporabnike na spletno stran. Zakaj? Zaradi tega, ker mi lahko pa z našimi orodji potrekamo te uporabnike, naredimo lookalike audience, rečemo Facebooku, te ljudje, ki so prišli prek tega influencerja, to je naše idealno občinstvo, zdaj pa njim podobno po obnašanju najti. Ugotovimo, iz kje so, kje starostne skupine, kje interese imajo, iz kjerih naprav prihajajo in dobimo dosti podatkov, da mogoče pa lahko tudi mi naš del oglaševanja naredimo veliko boljš, kot bi ga lahko naredili, če bi štartali na nek nov trg brez kakršnega koli izhodišča in brez kakršnega koli predznanja. Prihodnost influencerjev dve zadeve, sam še za konc bi vam povedal. In sicer, eno je, da se moramo vsi skupaj naučiti, kdaj pa kako vključevati influencerje v marketing mix. To je nekaj, kar ni najbolj enostavno, tako bom rekel. Zaradi tega, ker jaz mislim, da še vedno, vsaj tako, ko se pogovarjam z naročniki, še vedno je ogromno podjetij v Sloveniji, ki pravijo, ne, influencerji pa ne dela, bomo mi raje počakali. In digitalno oglaševanje je 7 ali 8 let nazaj, imamo isto situacijo. Vsi so delali v TV, vsi so delali v radio, noben pa ni bil čizihra digital delali, ne, pa bojo raje s tem še malo počakali. In jaz mislim, da s tem je povezana ta druga zadeva. Kako jih vključevati v marketing mix? V marketing mix se stvari vključuje, če veš, kaj lahko od njih pričakuješ. In tukaj se mi pa zdi, da imamo še vedno z influencerji problem, pa ne samo Slovenija, ampak generalno vsi, s katerimi smo do zdaj delali. Malo bolj analitičen se je treba procesa lotiti. Tukaj imam jaz osebno v Sloveniji recimo problem z dvemi zadevami. Eno so influencerji, drugo so pa klasični spletni mediji, 24 ur, SEO in vsi ostali. V preostalem delu digitalnega oglaševanja se že ful dolgo pogovarjamo, ne več o klikih, ne več o zakupih, ne več o dosegih, ampak koliko ljudi iz kire ciljne skupine bomo dobili in kaj vemo o teh ljudeh. Ali glih prenavljajo hišo, a imajo otroke, a so starši, a so stari od X do Y, a živijo na eni določeni lokaciji, a imajo take in drugačne interese. In mi čez dalje več povpraševanj za kampanje ali pa želja za oglaševanje dobivamo, ne mi rabimo oglaševanje, ampak mi bi radi dosegli ciljno skupino X. In če nimate informacije ali pa če ne znate ljudem povedati, mi imamo doseg tuk pa tuk ljudi ali pa tako odstotek ljudi spada v neko to ciljno skupino. Ali pa pri influencerju X je največ dosega ali pa največ interakcij na tematike ali pa na objave iz nekih določenih specifičnih tematik in tako dalje. Brez tega ful težko prijete zraven in brez tega je ful težko influencerje vključiti v marketing mix. Zaradi tega, ker jaz recimo kot strateg rabim vedeti, da bom nekaj dosegel. Ne rabi biti 100%. Velikokrat probavamo zadeve, pa damo veliko denarja za to, da nekaj probamo, pa na koncu nič ne dobimo. Ampak jaz vedno imam nek specifičen cilj, ki ga moram doseči. In moram vsaj približno idejo imeti, a bom ta prave ljudi dosegel, a bom ta pravo količino prometa dobil, ali bom dejansko nekaj prodal. Kar pomeni, da se tukaj v končni fazi pogovarjamo tudi o tej dobri stari praksi, ki smo jo agencije včasih ful prakticirale, dokler niso vsi se zedinili, da rabijo digitalno oglaševanje, in to so case study. Vedno smo mogli predvidevati število zakupa, predvidevati število klikov, predvidevati število prodaje med case studije, pa ne samo kjerekoli case studije relevantnega naročnika iz B2C-ja, iz B2B-ja, iz e-commerce-a, iz travela in tako naprej. In tukaj bomo mogli priti do neke točke, kjer bomo malo bolj analitičen pristop imeli, zato da bomo vsi skupaj lahko bolj planirali te marketing mikse. Predvsem se mi pa zdi, da
eno v doseganju nekih določenih ciljev, engagement, video ogledi in vse te zadeve, absolutno nobenega dvoma ni, da se bolj splača delati z influencerji, hkrati je pa tudi ogromno enih zadev, ki so prednosti oziroma nekih stvari, kjer je velik sinergij med klasičnim oglaševanjem pa med influencerji, ki se mi pa zdi, da jih še ful premalo izkoriščamo in jaz mislim, da tam je tudi prihodnost. Hvala lepa, pa srečno. Najlepša hvala, Črt. Mogoče kakšno vprašanje? Tako na hitro, ja? Ja. Zdaj, kar se tiče tega, koliko denarja od klasičnega oglaševanja se izgublja. Jaz tukaj, vsaj do zdaj, stik, ki sem ga jaz imel z marketinškimi budžeti, je bil do zdaj vedno tak, da se je vedno dodajalo on top. Večina podjetij, s katerimi jaz delam, so za novosti in teste in eksperimente vedno dodajali budžet on top. In to je bilo, zdaj zadnje 3 leta, recimo v digitalnem oglaševanju so bila super. Mobilne naprave so se pojavile, v redu rezultati so bili, algoritmi so prišli, tako da nam res ni težko prepričati naročnika, da lej. Pač te pa te rezultati, tak pa tak doseg, te pa te ljudi bomo ciljali, to ti lahko relativno ziher garantiramo, ali pa vsaj bomo po prvih 300 evrih porabljenih vedela dela ali ne, dajmo probati dodati tukaj budžete in se načeloma večinoma da. Kar mene osebno skrbi je recimo, ful se govori o krizi, pa ful se govori o tem, da bomo dosegli plafon oglaševalski in zdaj se dejansko začenjamo pa pogovarjati o tem, ne, nimamo več ekstra budžeta, kam naj ga damo. In tukaj je pa pol problem, da recimo, če se jaz pogovarjam tako stvar z naročnikom v tem trenutku, nažalost influencerji velikokrat še vedno izvisijo, razen če je neka specifična awareness kampanja, ker tam imam najmanj nadzora in razumevanja, kaj se bo zgodilo, če tja kje dam. In na končni fazi je pa moj KPI, da pametno razporedim budžet. Tako da recimo mogoče tono. Jaz mislim, da zaenkrat nismo neki blazno veliko izgubljali, sam dodajali smo, zdaj pa prehajamo do točke, kjer se bo pa treba razparcelirati in se bo treba pač nekje vzeti, zato da bomo nekam drugam dali. Kar se tiče pa tega, a bi bilo treba te stvari označevati, ne, jaz mislim, da vse je načeloma ljudem jasno, zakaj gre. Tako da jaz osebno nisem fan regulacije kakršnekoli, niti GDPR, niti vseh ostalih stvari. Tako da mogoče niti nisem pravilen za to vprašanje. No. Mislim, metrike, ko jih mi spremljamo, ampak mi tukaj tudi smo na tej obtoženi klopi, recimo. Klasični medij, radio precej izgublja, pa klasični print precej izgublja. No. Ampak vse ostalo, vsaj kakor imamo mi podatkov, pa ko jaz gledam oglaševalske budžete mojih naročnikov, outdoor pa televizija sta nedotaknjena. In ta vsa debata, da TV bo propadel zaradi digitala pa influencerjev, zaenkrat jaz tega ne vidim. Oboje, ampak je odvisen. Se pravi, mi imamo recimo tipičen naš naročnik oziroma kako mi probamo delati, da mi probamo vse aktivnosti deliti. Jaz vedno probam prisiliti naročnika, da razdeli svoj budžet v performance, kjer je cilj prodaja, in v awareness, kjer je cilj karkoli že. Ali brand awareness, uplift, ali obisk fizičnih lokacij, ali pa karkoli drugega. Tako da ponavadi je pa tukaj ta offline oziroma non-performance budget je tisti, kjer se pogovarjamo, kaj bomo zdaj z njim delali. Ker ta performance del je ful jasen. Pač to gre na Google, pa na Facebook, pa na dinamični remarketing in tam imaš neko stopnjo konverzije, ki je relativno ziher. Ampak največkrat pa jaz dobim prav ta splošno vprašanje, a se nam splača, s kom se nam splača, pa kaj lahko pričakujemo. In tukaj je ponavadi pa tako, če so naročniki relativno odprti za testiranje novih stvari, pa bomo videli, pa se načeloma da kaj dogovoriti, pa tukaj mi velikokrat tudi napotimo jih ali direktno influencerje ali pa na koga, ki se bolj na te stvari spozna, ker ni glih naša ekspertiza načeloma to, razen kar se v tem strateškem delu s tem srečujemo.
Kaki so pa, in tukaj imamo največ problem, da teh je še vedno največ, oziroma jaz mislim, da jih bo zdaj čez dalje več, so pa taki, ki idej, ko boš pa vedel, kako je ta influencer delal z nekom drugim, pa priti nazaj do nas. Se pravi, vsi bi počakali, da bo nekdo drug častil test, pa če bo delal, pa dajmo še.